Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes bo govora na vedno aktualno in hkrati atraktivno temo izkoriščanju geotermalne energije ali preprosteje rečeno tople vode, ki se pretaka ali miruje pod našimi nogami, pa tudi o ostalih obnovljivih virih energije. Naš sogovornik bo dr. Peter Karal, univerzitetni diplomirani inženir geologije, ki ga poznamo tudi v Ormožu, saj je pred leti vodil tudi raziskave in izvedbo projekta nadomestnega črpališča pitne vode na območju naše občine. Gospod Peter, lepo pozdravljeni v naši družbi, hvala, da ste si vzeli čas in dobrodošli v našem studiu. Hvala za povabilo in lep pozdrav tudi gledalcem in gledalkam. S čast mi je se štejem, da lahko danes tukaj z vami pokravljam. Kdaj ste torej sodelovali pri raziskavah za nadomestno črpališče pitne vode na območju Ormoža in do kakšnih dogajanj ste takrat prišli? Kdaj se je to dogajalo, v katerih letih? To se je dogajalo v letih 1991 in pa 1992, to sta bili dve fazi. Tukaj je končno poročilo o tem. Takrat sem bil zaposlen na Geološkem zavodu v Ljubljani in smo ugotovili, želja je bila, da obstoječe črpališče, ki je, smo želeli v bistvu dobiti vodo, ki ne bi bila onesnačena z pesticidi oziroma z kmetijskimi gnojili, se pravi z aktivnosti, ki jih izvajajo kmetje na njivah, in smo šli zato preko kanala, med Dravo in Kanal. Tam smo ugotovili, da je možno zajeti zadostne količine kvalitetne pitne vode, ki pa tudi smo izdelali kompletno črpališče z vsemi varnostnimi kriteriji. Lahko trdim, da je še to danes najbolj varno črpališče, kar se tiče preventivne varnosti. Namreč okrog črpalnih vodnjakov smo izdelali venec raziskovalnih, se pravi pizometrov, kontrolnih vrtin, in čas pretoka med kontrolno vrtino in vodnjakom je bil 2 meseca. Se pravi, če bi na mesec dni se zvrčevalo, bi še zmeraj ostal mesec dni, preden bi to onesnaženje prišlo do vodnjaka. Se pravi, te varnosti mislim, da še danes nima nobeno črpališče v Sloveniji. In kaj se je potem zgodilo? Ne vem, v glavnem mi smo zaključili, nosilec projekta sta bila občina in pa seveda komunala Ormož. In pač mi smo svoje naredili, vodnjaki so bili narejeni, črpališče je bilo izdelano, trebalo je povezati samo cevovod, pripeljati elektriko in pa cevovod do obstoječega črpališča, in potem pač bi lahko to vodo uporabljali na 2 načina, ali bi obstoječe črpališče, ki je bilo poddimenzionirano, zato so bili tudi problemi, poleti ob sušah so črpali prevelike količine in so se pač ti vodnjaki, kako bi rekel, mi rečemo zabile, zapacale, in s tem se je zmanjšal dotok pitne vode v vodnjak in jih je bilo potrebno vsake toliko časa potem čistiti in ponovno sposobiti. Lahko bi, se pravi, ti dve vodi mešali, zmanjšali število nitratov in vseh te vsebnosti v vodi pod, se pravi, pod območje nedovoljenega, se pravi v območje dovoljenih vsebnosti. Druga varianta pa bi bila, da bi tudi lahko samo to vodo direktno uporabljali. Kemične analize so bile narejene, voda je bila primerna za pitje. Ste na našem območju sodelovali še v kakšnih podobnih raziskavah? Ste bili zraven morda tudi kaj na naši ormoški vrtini, ki je včasih bila zelo popularna? Ne, oziroma ja, pri samem projektu nisem sodeloval. To projekt je izvajalo podjetje Irgo iz Ljubljane, pač pa me je pa takratni župan, gospod Vili Trofenik, vprašal za mnenje. Jaz sem mu takrat odsvetoval to vrtino, s tem, da pa sem prepričan, da voda je na območju Ormoža, da jo možno dobiti,
tudi ekonomsko upravičeno dobiti, vendar sem smatral, da takrat tista lokacija ni bila dovolj pretehtana. Ste bili še kje druge pri kakšnih takšnih podobnih projektih zraven? Ne, žal ne, nisem več bil nikoli kasneje klican. Bil sem, sicer sodeloval sem na Ptuju, najnazadnje pri zadnji vrtini 5.2, ki so jo vrtali takrat prek Geološkega zavoda, drugače sem bil pa bolj severno od vas, od Ljutomera navzgor. Po morju? Ne, pa le Kijeve in pa prek morja, bi jaz rekel. No, da se vrneva k najni osnovni današnji temi. Kaj so pravzaprav obnovljivi viri energije? Kaj imenujemo obnovljive vire energije? Če dovolite, bi vas najprej rahlo popravil. Topla voda ni energija. Energija je toplota v vode. In mi izkoriščamo v geotermiji, se pravi, imamo termalne vode in geotermalno energijo. To je toplota zemlje in voda je samo medij, preko katere to energijo mi pridobivamo hitreje in zaradi tudi z višjo temperaturo. Ker če bi voda počasi pronicala proti površini, bi se ohlajala, seveda v plasteh, in pol bi imeli samo navadno mineralno vodo hladno. No, človek se vedno kaj uči, ne, zraven. Hvala lepa za to pojasnilo. Drugače pa, kar se tiče obnovljivi viri so praktično tisti viri, ki jih je človeštvo uporabljalo do pred približno dobrih 200 let, na kar smo začeli izčrpavati. Jaz sem bolj obilen, imam malo slanine spode, te dele, recimo to energijo, ki je Zemlja skladiščila v toku zgodovine. Dejansko so ti viri delno, recimo premog, nafta, tudi obnovljivi, se še zmeraj nastajajo. Recimo na Floridi nastaja premog in tako dalje, ampak to nastaja počasi, količine, ki jih pa mi trošimo, so pa enormno večje. Dočim te obnovljive vire, kot so veter, sonce, recimo, jih ne moremo prečrpati, ali pa hidroenergija, zato ker jih ne moremo več vzeti, kot prihaja. Se pravi, dočim pri teh klasičnih, tudi geotermalne energije, pa mi lahko več izčrpamo, kot pa je dejansko tisto naravni pritok, da bi ostalo zmeraj sonaravno, ali kako bi rekel, zmeraj na razpolago. So pa te količine ogromne. Recimo obnovljivih virov je toliko, da jih človeštvo recimo sploh ne mora, se pravi, če rečemo geotermalna energija, ki je v bistvu največ, tukaj imam sicer en graf, ki ga lahko prikažem, se pravi, na svetu je te energije toliko, da je v bistvu sploh ne moramo porabiti, je pa največ energije je iz Zemlje, se pravi geotermalne energije, dočim sonca, vetra, biomase je pa relativno manj. Potem je še tukaj le gravitacijska energija, žogno, gravitacijska energija, se pravi energija Zemlje kot gravitacije, to je recimo tudi zaradi tega vode tečejo, in te energije je pa še neizmerno več. Tako da ni problem prijeti na obnovljive vire. Tudi cena teh novih obnovljivih virov je primerljiva z klasičnimi. Je pa seveda bistveno lažje na enem mestu, recimo v enem rudniku, odkopati bistveno več premoga naenkrat ali pa izčrpati eno plinsko polje, se pravi, je bolj koncentrirana ta energija. No, kakšen potencial pravzaprav imamo konkretno v Sloveniji, če se osredotočiva samo na Slovenijo, recimo? V Sloveniji imamo vseh možnosti izredno veliko, se pravi, mi smo tretja najbolj gozdnata država v Evropi, imamo odlične pogoje za biomaso, se pravi, pri nas raste vse, kar posejamo praktično. Imamo recimo sonca veliko,
Saj recimo Nemčija je 5 stopinj severnja od nas, ima manj sončnega sevanja kot mi in bistveno več sonca uporabljajo. Imamo tudi veter, se končni fazi Panonska nižina tudi, o kateri se ne govori veliko. Na Dunaju imate vetrnice, pred Gradcem imate vetrnice, se pravi, da bi tudi pri nas, na Slovenskih goricah, verjetno bila tudi možnost postaviti kakšne vetrnice, ki bi veter pihal, ne. Imamo hidroenergije veliko, smo vodno bogata država, imamo velike vodne zaloge, tudi zaradi geoloških danosti, tako stacionarnih kot dinamičnih zalog. Vemo, da v Slovenijo priteče bistveno manj vode v Slovenijo, kot iz Slovenije izteče, rečemo, iz Avstrije proti Hrvaške, ne. Tako da tu smo bogati, smo ena najbogatejših držav v Evropi z geotermalno energijo, ker je Panonski bazen v bistvu največji bazen geotermalne energije v Evropi, se pravi, ki je možno izkoriščati, tako da potenciala imamo zadosti. No, nekje sem prebrala vašo izjavo, da Slovenija porabi kar se tiče obnovljivih virov energije, kamor seveda spada tudi geotermalna energija, le 10%. Zakaj tako malo, glede na potencijale, torej, ki jih imamo v Sloveniji kar nekaj? To se tudi jaz vprašam, ampak še 10% ni res. Tukaj je struktura bruto domače proizvodnje v letu 2011. To so energetske bilance Republike Slovenije, izvzeto iz njihove študije in vidimo, da je obnovljivih virov brez hidroelektran za proizvodnjo elektriko komaj 7,3%, potem je še teh odpadkov nekaj in pa seveda kar reke, električko, ki jo prispevajo reke in pa tudi naše mline, ne, končni fazi, se imamo še nekaj mlinov. Tudi to je energija, ampak dejansko je te energije zelo malo. Je nekaj še, se pravi, deleže trdnih goriv, ta se tudi nekaj povečuje, ker revščina zmeraj bolj trka na vrata, ljudje več kurijo z drvami kot pa z oljem ali plinom. So kar začeli, bistveno dražja, ne. Tako da nekje, a vendar sama poraba obnovljivih virov, sploh zdaj, ko se bo dodatno zagnal še 6. blok termoelektrarne Šoštanj, zmanjšujemo delež, kar je v bistvu proti naši obljubi in sprijemu Kjotskega protokola do Evropske unije smo se zavezali, da bi do leta 2020 morali bistveno povečati količino obnovljivih virov, mi jih pa dejansko zmanjšujemo. Kako pa bi Slovenijo lahko primerjali z ostalimi deželami v Evropi, kar se tiče porabe obnovljivih virov? Mi porabe kompletne energije smo pač v nižje razvitem delu Evrope, ki ima porabo bistveno večjo na produkt. Kar se tiče obnovljivih virov, smo izredno konzervativni, imamo bistveno boljše, upam si trditi, da bistveno boljše pogoje kot Nemčija. Nemčija je že dosegla delež 20% sploh proizvodnje elektrike. Mi nadazadujemo, namesto da bi presegli, naše obveze so bile nekje 25%. In v bistvu ne vem zakaj, tudi ne vem, zakaj je recimo inštalirani kilovat fotovoltaike recimo 2 do 2,5 krat dražji kot v Nemčiji, zakaj so cene tako visoke, s tem, da če vzamemo biomaso, peči smo znali včasih zelo dobro delati, se pravi, bi lahko forsirali te zadeve, tudi toplotne črpalke smo že v 60. letih razvijali, smo bili med vodilnimi v Evropi, tudi je zastal ta razvoj, kaj še ne povem, forsirali smo trenutno
fotovoltaiko, nekaj te dolb, se pravi lesno biomaso za daljinsko ogrevanje, kar je pozitivno, s tem, da bi verjetno bilo boljše, če bi še kogeneracijo takrat priključili, da bi še soproizvodne elektrike izvedli na teh projektih. Druga stvar pa je fotovoltaika, kjer praktično večino investicij gre iz sistema, relativno zelo malo delovnih mest, in tu se tudi jaz vprašam in tudi izvajam izredne napore, da bi se to spremenilo, opozarjam na to, ker obnovljivi viri, v Nemčiji je to prineslo nekje, vstop v obnovljive vire nekje 500 000 delovnih mest. Recimo tudi pri nas ocenjujem, če bi teh 600 MW izvedli v obliki obnovljivih virov, ne samo vseh, ker je treba koncept sestaviti, bi v bistvu tudi vse 50 000 delovnih mest, si upam, lahko ustvarili doma in doma proizvajali stvari, ki jih lahko tudi izvažamo. Vemo, da imamo nekaj zasebnih podjetij, ki delajo toplotne črpalke, in ta podjetja v glavnem več kot polovico proizvodnje prodajo ven, in to predvsem v Avstrijo, Nemčijo, se pravi na zahtevne trge, se pravi so kvalitetne. Žal pa so naše spodbude, zgleda naša politika na tem področju še ni dojela, da Evropa gre, evropski vlak, kot reče politika, Pahor je rad rekel, francosko-nemški vlak. Recimo, on gre v obnovljive vire, mi gremo pa v premog, recimo, tako da investicija kolač je pa takšen, kot je. No, kot ste povedali, v Sloveniji pravzaprav imamo največ zalog geotermalne vode. Avstrijci recimo konkretno so zelo napredni v koriščenju te geotermalne vode in glede na bližino je možno, da počrpajo tudi zaloge z območja Slovenije. Če se ne bomo skoraj spravili zraven. Jaz bi tako rekel, če začnem z to študijo, ki je bila izdelana leta 1994, to je projekt, slovensko-angleški projekt, bilateralen, ljutomerski geotermalni projekt. Ta je študija sicer v angleščini, smo pa eno leto prej praktično kompletno poročilo naredili slovenskem jeziku. Edino izračune so potem izvedli Francozi, namreč se vemo, pri nas domača pamet ni veliko vredna, recimo, če pa tujec reče bistveno boljše. In ta študija je bila prva tovrstna na svetu, namreč to je izraba visokotemperaturnih geotermalnih vodonosnikov v sedimentacijskih bazenih, ne na vulkanskih območjih. In na osnovi podoben projekt, zelo podoben, malo plitvejši in z malo nižjo temperaturo so šele leta 2000 zagnali v Altheimu v Avstriji. Tu je v bistvu izmerjena nepričakovana temperatura okrog 170 stopinj, konkretno 173 je bila v Ljutomeru izmerjena temperatura na Kamenščaku vrtina. Kakšne globine? 4000 metrov. Dočim oni so šli na globino, tam so imeli vodonosnik na 3000 metrih in imajo temperaturo nekaj čez 103 do 107 stopinj, to termalno vodo, in pač ogrevajo in proizvajajo elektriko, ogrevajo celo mesto. In seveda ne samo, da se pravi uporabljamo obnovljive vire, pač pa tudi stranski produkt, turizem. Oni so razvili ogromno turizma, ljudje hodijo to gledati, hodijo, kongresi se odvijajo in tako dalje naprej, tako da so tudi velike, se pravi, efekti, posredni efekti iz tega projekta. Se pravi, 7 let za nami. Moram reči, da je tudi bil pripravljenost, se pravi, v Sloveniji je bilo nekaj denarja za to že pripravljenega, tudi Francozi so bili pripravljeni sofinancirati projekt, so bili pripravljeni iti v njega. Žal se pač pol
rečva politika ali pa rečva energetski lobby odločil drugače in tega ni bilo izvedenega. Tako da smo pionirji, smo v svetu poznani po tem projektu, tudi kasneje smo več podobnih projektov realizirali, vendar so zmeraj obvladale druge stvari, recimo ogrevanje Murske Sobote, kar je zdaj spet aktualno. Recimo takrat smo bili tudi s takratnim županom v Bruslu, se pogovarjali o možnosti črpanja evropskih sredstev. To je bilo tudi leta 1994, ko Slovenija še ni bila članica Evropske unije. In je bila pripravljenost, vendar se je takrat mesto odločilo za plinifikacijo in zdaj imajo pač plin. V kakšni meri pa bi v Sloveniji lahko izrabljali obnovljive vire energije, glede na finančne vložke, verjetno to zelo veliko stane ti prehodi sedaj. Recimo konkretno v Murski Soboti, ki se je torej raje odločila za plin. Takratna investicija je bila sicer nekje 10-11 milijonov evrov. Ta investicija v Murski Soboti in je bila nekje v roku 10 let, bi se investicija povrnila pri cenah, ki so pač takrat veljale, se pravi za kakršnekoli vir ogrevanja. Tako da projekt ni v tem smislu negativen. Tudi cene, recimo instalirane moči, recimo Šoštanj bo stal več kot pa ena geotermalna elektrarna, recimo. Tudi hidroelektrarne vemo, da so za proizvodnje elektrike najcenejše. Vam lahko povem, da bi IGES projekt, to je bil kopija tega projekta, ki ga leta 1999 v Lendavi bi se naj izvajal Petrol prijavil na Evropsko unijo na 7. okvirni program. Projekt je bil izbran, vendar potem Petrol ni želel podpisati pogodbe. Po teh cenah, se pravi, bi bila proizvedena kilovatna ura iz take elektrarne 5-krat cenejša od kilovatne ure iz spodnje Save, ki zdaj gradimo. Se pravi, hidroenergija je sodi med najcenejše vire. Se pravi, ni res, cena ni problem. Je sicer en psihičen problem, ko imate vi eno vrtino, se pravi, to je takšen cev, približno 244 cm premera, in da vam nekdo reče, da lahko vi iz te luknje dobite recimo za en tanker na leto energije, en tanker nafte. Veste, recimo, če zgradimo mi eno veliki hladilni stolp, eno elektrarno, recimo, to se vidi, ali pa tudi vetrnico, 200 metrov visoko, to se daleč vidi. Recimo, ena taka luknja, vrtina, pa tudi, če je še mogoče pod zemljo, da je vkopana, da se pa ne vidi nič, in recimo, ljudje si težko to predstavljajo. Imamo tudi velike probleme, geotermija so tudi toplotne črpalke. Ljudje si ne znajo predstavljati, da boste vi z neko vodo 12 stopinj se ogrevali tle noter, v tem prostoru, ki hočemo imeti 20 stopinj. To je težko razložiti, kako lahko se s tako mrzlo vodo ti ogrevaš. In ko imam jaz doma v Radgoni takšno toplotno črpalko, ki mi deluje že od leta 2006, recimo brez enega servisiranja, recimo, pol pa rečem prime, tam, ko iz geosonde pride voda ven, mislim, v toplotno črpalko, in tisto celo, zdaj februarja bo celo malo zaledenelo, in pravim, kako se lahko ti s tem greješ, recimo. No, ta toplotna črpalka pa vseeno potrebuje torej elektriko, da ogreva vodo. Seveda. Ampak to elektriko mi lahko pridobimo iz obnovljivih virov in ne osnežujemo okolja. No, naj vas mogoče tako pač eno laično vprašanje preprosto. Koliko Slovenije pa bi se lahko recimo v odstotkih, če imate ta podatek, ogrevalo z geotermalno vodo? Ogrevali z geotermalno, se pravi direktno, jaz lahko rečem, zdaj čist tak, brez kakšnega koli napihovanja, lahko celo Slovenijo ogrevamo, vendar to ni smiselno. Mi moramo recimo vse obnovljive vire začeti koristiti sporedno. Primer, recimo, če gremo na klasične,
premog, nuklearka, recimo potem hidroelektrarne, ne, recimo plinske elektrarne, ima vsaka svojo funkcijo. Nuklearka deluje v pasu, se pravi 24 ur na dan, je ne moramo ustaviti, zagnati. Recimo hidroelektrarno pa lahko 2 urah v eni uri usposobimo, začne proizvajati električno energijo, dočim, da začne nuklearka delovati polno, rabimo nekaj dni, ne, ali pa še več, nekaj tedno celo, ne, odvisno, ko se zažene zadeva. In recimo tako je tudi pri obnovljivih virih. Recimo biomaso lahko kurimo kadar hočemo, ne? Mi jo naložimo, začne delati, lahko predvidimo, lahko jo uporabljamo kot tako imenovano konično energijo. Recimo geotermalna energija, tista energija v pasu, iz vrtine ne moramo več energije dobiti, kot je lahko, se pravi na uro lahko toliko in toliko dobimo in zdaj njo vrtino koristimo 2 ure ali pa 24 ur, bomo pač 12-krat več energije proizvedli, se pravi ni smiselno. Geotermalna elektrarna mora delovati tako kot nuklearka v pase, po noči in po dnevi. Veter in sonce sta, ko sta. Se pravi, vetra in sonca mi ne moramo uravnavati, sta pa hvala Bogu takrat, ko največ energije rabimo, ne. Veter je ponavadi zjutraj pa zvečer, opoldne pa sonce, ne, in se pokrivata. Dočim hidroenergijo, pa biomaso pa lahko uporabljamo konično in ko to vse skupaj peljemo, šele takrat je prava stvar. Recimo, zdaj pač tudi zaradi teh problemov okrog pač zmanjševanja standarda, ne, ko prehajamo na lesno biomaso, lahko povem, da v bistvu pomurska regija, ki je statistična, recimo že več recimo biomase drv pokuri, kot je lahko poseka, se pravi, smo že prešli, se pravi, uvažamo biomaso, ne, se pravi, hlodovino iz Madžarske ali pa iz južnih republik, Bosne ponavadi, recimo, in jo razsekamo v drva, ne, ker to ceneje, ko pa vlastno hosto, šumo iti pa posekati kaj, ne. In recimo dočim toplotne črpalke, recimo voda na področju Murskega polja, Dravskega polja, ki je podtalnica relativno plitva, da ni treba visoko črpati, ne, ker to je elektrika, bi pa lahko bistveno bolj cenovno ugodno delovale toplotne črpalke, jih pa ne protežiramo, ne. Se pravi, jaz, ko sem v Ljubljani, eno izmed mojih lokacij, ki pač sem bival, vrstno hišo v Črnučah, sem hotel takrat ogrevanje narediti s toplotno črpalko, ampak za toplotno črpalko nisem mogel dobiti subvencije, dobil sem jo pa za plinski kotel, ne. Recimo, hočem povedati, na ta način z spodbudami mi lahko marsikaj naredimo. Zdaj pa bom drugače rekel, spodbuda ni samo nekaj dati, zmeraj mora biti filozofija daj dam, ne. Se pravi, če država spodbuja, mora nekje to noter dobiti. Dobi pa lahko pri uvoženih energentih. Mi uvažamo premog iz Indonezije, uvažamo nafto, uvažamo plin, uvažamo uran, se pravi, vse to mi plačujemo. In zdaj, če upoštevamo, jaz sem pred leti že štartal z nekimi idejami okrog teh projektov in recimo sem predlagal, da bi recimo Slovenija recimo za ogrevanje, recimo primer, če smo pri toplotnih črpalkah, da če bi dajala recimo 250 € za kilovat subvencije, ne, recimo hiše imajo ponavadi okrog 10 kilovatov, da bi to pomenilo v 10 letih, če bi recimo po 400 toplotnih črpalk izdelali letno, kar ni veliko, ne. Recimo bi prihranili po 10 letih bi letno nadomestili 16,7 milijonov litrov
kurilnega olja, recimo, če pretvorimo to toploto v kurilno olje, in kar pomeni pri cene, ta cena pred novim letom je bila okrog 84 evrov po sočko, se pravi, to je cena, ki jo mi plačamo, to ni cena benzina na črpalke ali pa goriva, ampak tisto, kar mi dejansko plačamo za to nafto, da pride do nas. Je to 8,8 milijonov in bi v 2 letih država prešparala z neuvozom, se pravi nafte v tem primeru, ne, bi prešparala toliko, koliko bi dala za subvencijo v 10 letih. Ne. No in kaj pravzaprav ovira, da se tega ne lotevamo oziroma da se ne poslužujemo takšnih dognanj? Težko rečem. Glejte, mi smo toplotne črpalke začeli razvijati, mislim, da v 60 letih. Prvi prototip je izdelal Rantov inštitut v Ljubljani in ta toplotna črpalka je 3 leta nazaj, ko sem z pokojnim gospodom Čebuljem govoril, še zmeraj jo uporabljal. To je bila toplotna črpalka voda, in se pravi je delovala 40 let brez nekih kakršnikoli problemov. Potem prototip toplotne črpalke, ki jo je LTH izdelal, Škofja Loka, tudi propadlo podjetje, ne, je še danes možno vzpostaviti v funkcijo, ima v svoji hiši gospod Tjaž Malovrh, ki je bil direktor energetskega svetovanja Sveta, ne. Se pravi, tako da znanja imamo, potem sta Gorenje in LTH sta začela to proizvodno, zakaj smo ustavili, mi pa ni jasno. In predvsem iz Gorenja, kasneje so se razvili 3 proizvajalci, ki danes pač Slovenije nekaj proizvajajo, kot sem rekel, večino tega izvažajo, več prodajo v Avstrijo, v Nemčiji kot po doma. In mislim, da to samo zaradi neosveščenosti ljudi, ker dejansko, jaz moram povedati, meni se je potrošnja približno za faktor 4 so se mi stroški zmanjšali. Prej sem kuril na kurilno olje, zdaj na toplotni črpalki, s tem, da imam bistveno boljši komfort in poleti tudi lahko hladim hišo, ne samo ogrevam. No, ampak zdi se, da so ljudje kar osveščeni, veliko se sliši, da si kar vgrajajo toplotne črpalke. Ja, si, vendar moram povedati, da je tudi dosti problemov pri tem. Strokovnost še ni ravno na najvišjem nivoju. Namreč mi imamo 3 tipe toplotnih črpalk. Zrak, voda, načino izrabe. Zrak, voda, se pravi, da vzemamo toploto iz zraka in ogrevamo potem prostor. To so ponavadi tudi takšne manjše za sanitarno vodo, ki so zdaj res že zelo množično uporabljajo. Potem je voda, se pravi, da se podtalnico izkorišča, in potem so pa zemlja voda, se pravi, da vi v bistvu iz zemlje samo odzemate toploto, se pravi, horizontalni kolektori, to je znano, ne, da se recimo približno meter pod zemljo postavijo cevi, napeljajo in potem voda cirkulira in se ogreva in potem s toplotno črpalko ogrevamo naprej. Ali pa geosonde, se pravi, da se izvrtejo vrtine in se noter stavijo cevi in potem preko teh cevi voda odzema toploto iz zemlje, ki jo potem lahko koristimo. In zdaj se ogromno uporabljajo zrak, voda črpalke, ki imajo najmanjši izkoristek, so pa najcenejše. S tem, da recimo vse toplotne črpalke oziroma večina toplotnih črpalk ima vloženih tudi električne grelce, se pravi, če ne bi bilo zadosti proizvedene toplote iz teh virov, potem da z elektriko
čemu zadeva. In zdaj, recimo v Nemčiji, če imate zrak, voda, toplotno črpalko, morate zraven še imeti drug vir ogrevanja, ker ni problem ene toplotne črpalke, ampak če se recimo 10,000 toplotnih črpalk naenkrat pride zaradi neke hladne fronte, pride na električno ogrevanje, lahko mreže razpade. Dočim voda ali pa zemlja voda, toplotne črpalke so pa neodvisne tako od zunanjih temperatur kot ne vem česa, in dejansko lahko normalno delujejo. Moram povedati tudi območje temperaturno, v katerem toplotne črpalke delujejo nekje od minus 18-20 stopinj pa do plus nekje 35, potem sistem ne deluje in takrat se avtomatično priklopi na električno ali hlajanje ali ogrevanje. In dočim podtalnica ima konstantno temperaturo v teh naših koncih nekje 10 do 12, rečemo 11 stopinj. Kar se pa tiče zemlja voda, imamo pa že tudi recimo na določenih premenje, recimo v Radgoni ali pa v Benediktu je recimo na 200 metrih že 35 stopinj, se pravi zemlja ogreta. Ni pa tam vodonosnika, da bi lahko črpal vodo, zato je geosonda. In geosonde so v bistvu tiste, ki so najbolj drage, ampak vendar le najbolj kvalitetne, ker nikakor ne onesnažujemo čist nič, ker mi samo v bistvu v cevi cirkuliramo tekočino, medij, ki odzema samo toploto zemlje, mi ne črpamo vode, nič ne. In takšni sistemi so v bistvu idealni, tudi za poletje, zdaj, ko prihaja vroče obdobje, se pravi, ko se ozračje ogreva, recimo pasivno hlajanje, dejansko tisto temperaturo, ki je v zemlji, vi uporabljate za hlajanje mimo toplotne črpalke, za hlajanje prostorov, in je to 100-krat ceneje, več kot 100-krat ceneje, kot če imamo midva klimo napravo v hiši. No, Gejzir, to je vaše podjetje? Gejzir ne, Gejzir je podjetje moje tašče. Lastnica je uradno moja tašča, sem pa zaposlen v njem in ga tudi vodim. Torej, toplotne črpalke prodajate? Ne. Jaz prodajam znanje. A znanje? Jaz, se pravi, podjetje po sistemu svetovanja oziroma izvajanja projektov, najraje vidim od ideje do izvedbe, kajti šele takrat se vidi, kakšen projekt je dober, ko imamo mi rezultat tega projekta. In lahko je neka dokumentacija ali pa neki načrt zelo čudovit, ampak to še ne pomeni, da bo hiša na koncu stala, če ni pravilno zgrajena in ves čas je ta nadzor potreben. Lahko se pohvalim, da praktično nima ekonomsko negativnih projektov, da vsi projekti, ki sem jih do zdaj v življenju delal na tem področju, so bili ekonomsko upravičljivi. Zdaj ne bom rekel, črpališče, če vi vode v Ormožu ne uporabljate iz črpališča, ne pomeni, da črpališče za nič. Hočem reči, projekt je bil ekonomsko upravičen, tudi vrednost tega projekta je bila relativno zelo majhna. Koliko druge v Sloveniji dajo za liter vode, recimo za črpani liter vode. Torej, takšne projekte delate tudi za zasebnike, recimo. Tudi. Če koga zanima, kako bi se pri nas doma ogrevali s toplotno črpalko, vas lahko pokličejo. Ni noben problem, bomo z veseljem pomagali. No, kako pa vi kot strokovnjak sploh gledate oziroma kako si predstavljate integracijo obnovljivih virov v obstoječe vire in vse te naše navade, ne? Jaz jih uporabljam več ali manj, kolikor jih lahko. Električnega avta si žal ne morem privoščiti, čeprav ne vem, zakaj so tako dragi, ker en avtomotor je bistveno bolj kompliciran kot en elektromotor. En potenciometer, s katerim ti povečaš ali pa zmanjšaš količino elektrike v elektromotor, je v bistvu takšna škatlica, mi imamo pa take 100-200 kilske menjalnike.
To mi ni jasno čist, ne, dobro rečemo, da so baterije drage, ampak glede na to, ko poznam nekaj tudi okrog baterij, se sem v končni fazi izvedel raziskovalni projekt mobilne elektrarne, ki je edini v Sloveniji, ne, žal ni šel pol v proizvodno, ampak tiste baterije tudi niso celo premoženje in jaz ne vidim razloga, zakaj bi ti avti ne bi bili recimo vsaj za tretjino cenejši od klasičnih bencinskih motorjev, bencinskih ali pa dizel motorjev. Se morda pa še bodo, ne? Upajmo. No, kar nekaj bioplinarn se je pojavilo zadnja leta tukaj na našem koncu. So torej tudi bioplinarne začetek izrabe obnovljivih virov energije? So, v vsakem primeru. So dobrodošle bioplinarne? To je pa zdaj druga stvar, ne. Recimo, jaz bi drugače postavil vprašanje, ne. Recimo v Nemčiji jaz nisem videl bioplinarne kar tak nekje pri enemu sosedu postavljeno, ampak na lastnem dvorišču. In tam se pač potrudiš, da je tudi tisti del, ki je pač malo dražje, pa ni finančno zanimiv, se pravi, ne smrdi zadeva po domače, ne. Potem si to urediš, ne. Če pa ti to delaš nekje na dvorišču enega soseda, ne, ki ga mogoče ravno ne vidiš preveč rad, ne, ki te mogoče kdaj v mladosti kako punco odpelo, ne, pol mu pa še mogoče z veseljem kaj pomagaš, ne. Tako da, ja, bioplinarne mislim, ne vsake, tudi jaz nisem prepričan, da bi ravno bioplinarne morale uporabljati recimo koruzo, ne, v taki velike odstotke ali pa žitarice kot jo, ne, ker seveda je cenovno ugodneje. Ampak v končni fazi se mi tudi ne kurimo v peči žitaric, koruze, pšenice, recimo, čeprav bi bila približno 10-krat cenejša od peletov, ne. Hočem povedati, da vsako stvar je treba tehtati in vsaka stvar je za nekaj dobra, če pa pretiravamo, pa ne, potem smo pa takšni, ne. No, za konec, žal, zelo zanimivi ste, gospod Peter Kralj, morda bo še kakšna priložnost, da nadaljujeva ta najin pogovor, pa naj vas za konec še predstavim Ormožanom, obiskovali. Odkot pravzaprav prihajate? Kje ste doma? Doma sem tam, kje imam delo. Drugače pa rodil sem se sicer v bolnici Mariboru, drugače v Česlavcih. Tam imamo tudi izvir mineralne vode. Potem pa je pot že moje starše vozila levo, desno po Slovenskih goricah, bi rekel, ne, od spodnjih Ivanec Radgone. Potem sem šel študirat v Ljubljano, pa se pa začelo, malo tu, malo tam, se pravi, tudi v tujini sem bil nekaj kot moja prvo No, greva delo lepo po v vrsti, geološkem. torej, sedaj živite v Radgoni in v Ljubljani. Tako je, Malo tu, na malo dveh, tam. tako, to sta moja dva naslova, ki imam domačo poslo, ne. V Ljubljani zato, ker žena je še dela v geološkem zavodu, se pravi, moraš in seveda bi bilo predaleč z Zgornje Radgone voziti, malo pa namen, ko bo ona končala svojo delovno kariero, da se preseliva, počasi urejava tudi mojo hišo mojih staršev v Radgoni, da se preseliva sem. Zame je relativno vseeno, kje sem. Moram pa reči, da tako recimo zdaj manj, včasih sem pa tudi tam nekje po 1/3 pa prebil nekje po hotelih, recimo se posod po bivši Jugoslaviji, po tujine, po raznih kongresih, predavanjih in tako dalje. No, torej ste se danes za obisk v našem studiu pripeljali iz Ljubljane? Ne,
Pripeljal sem se zgornje Radgone. No, gimnazijo ste končali v Ljutomeru, gimnazijo Frana Miklošiča, odkoder seveda prihajamo vsi, ne? Ker nekaj pomeneva, ne? Lasta hvala punovala, rečemo radi, ne? Ja, no, potem ste v Ljubljani končali študij geologije na univerzi, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, oddelek za geologijo, doktorirali pa na Rensko-Vestfalski tehnični visoki šoli Aachen. Ne, to je bila fakulteta za rodarstvo, oziroma je, metalurgijo in geoznanosti. Zanimivo, ne, da ste doktorat opravili prav v Nemčiji. Zakaj? Kako je prišlo do tega? Ja, to je bila pa dolga zgodba. Začelo se tako, da sem pač že takrat, ko sem diplomiral, sem imel več možnosti, takrat so bili še taki časi, mislim, da sem imel 8 služb na razpolago, med njimi je bila služba v Radenski, ki me tudi štipendirala, ker Radenska takrat imela še zelo socialno noto, namreč moj oče je bil zaposlen in je pač v času mojega študija umrl in so na ta način tudi meni in tudi drugim pač pomagali. In pol pač po tem poti pač nekako sem se odločil, na koncu sem pristal na Geološkem zavodu Ljubljana takrat. In to je pač inštitucija, kjer se dejansko si lahko dopolnil svoje znanje in to je tudi tehtalo pri meni veliko, namreč želel sem še kaj spoznati. Že v času študija sem upravljal veliko takšnih različnih praks, pri minerjih, pri vrtalcih, tudi v Nemčiji, v Rudniku sem bil na praksi, recimo študentski. In na ta način pač spoznavaš, ne, različne vidike nekega problema, ne, kako en vrtalec gleda na problem izdelave geotermalne vrtine, recimo v mojem primeru, ne, ali pa za pitno vodo, kako recimo minerji uporabljajo eksploziva, kakšne so možnosti, recimo potem malo ekonomija, malo to, malo ono. In seveda to je bil eden razlogov, zakaj sem pa zmeraj ohranil stik z našim koncem, ne. V končni fazi moja taka zguljena diplomska naloga je iz podtalnice Murskega polja in doktorat je pa iz geotermalnih vodonosnikov. Tudi iz naših koncev. Ja, Murske depresije. No, morda pokažemo Žal, to? ta je samo v nemščini, ker Ministrstvo za znanost ni bilo pripravljeno slovenske verzije plačati tiska. A ne? Takrat, ja. In pač je pa, če kdo kaj rabi iz teh podatkov, kar so v nemščini, ne zna nemško, lahko tudi mene vpraša. Ste dolgo delali to, recimo, da ste zbrali vse te podatke, vidimo, da je kar grafov, zemlje, vidov, vsega. Ja, to je zelo obširna naloga, aplikativna naloga, ki je bila tudi v sklopu raziskav izvedena. To je preko 200 kemijskih analiz, redki zemelj, mislim, da je to eno, se pravi po podatkih, eden v tem segmentu sigurno najbogatejših doktoratov, kar jih je bilo kdaj narejenih. Se nenazadnje tudi izdan v Mittelangu, se pravi v uradnem zvezku univerze, se pravi oddelka za hidrogeologijo in tam niso vsi doktorati objavljeni. In zelo malo je tujih doktoratov v njem. Te rdeče rotereje rečeno, rdeča zbirka. Tako da je in prvič smo tudi takrat dejansko začeli z redkimi zemljami, ki so zelo pomembne in zelo obširne in smo tudi te tezi je prvič obrazložen pravi en sistem, ta zahtevni sistem mešanja vod, prvič z različnih slojev, drugič z različnim kemizmom, tretjič sloj bogatejši s CO2 plinom, ne, pa revnejši, se pravi, kako to se pravi pulzira, ne, to dejansko kar pulzira in če gledate recimo mineralne vode, ne, te vrelce, ki so kakšna pipca, ne, tam voda ne teče, voda pulzira, ne, bruha, ima močnej, ima manj, ne,
recimo, in to je ravno zato, ker so različne plasti z različno propustnostjo in se rahlo spreminja kemizem tudi v teh vodah. Ne. Hvala lepa, gospod dr. Peter Kralj. Še enkrat hvala lepa za čas, ki ste ga odmerili za obisk v našem studiu. Upam, da bo kmalu kakšna možnost, da pa morda specializirava vaše področje. Danes sva pač govorila bolj nasplošno, toliko, da naše poslušalce na nek način uvedeva v vso to znanost geologije in pravzaprav, da jih opozorimo na vse to, kar nam je dano, pa ne vemo izrabiti, kaj ne. Ja, mislim, vemo, ampak rečemo, lahko bi bistveno več izrabljali tistega, kaj imamo na dvorišču. Pač to je tak, ne, če leži 500 evrski bankovec na tleh, ne, pa rečeš, danes pa ne bomo delo, se ne bomo preplogno, pač tam ostane, ne, pa se pač drugi dela, ne, pa ga pobere. Tako je za našimi zadevami, namreč ni čist tako, da rečeš, sej, termalne vode so že milijone let tle, ne, se še lahko počaka recimo 10 let ali pa 20 let. Ni čest res. Če bi mi imeli Ljutomer narejen leta 94-95, bi bila to promocija Slovenije, promocija tudi v tem primeru Ljutomera. Ne samo to, recimo razvil bi se lahko turizem, to so možnosti, Kazven, kako ne rečem, vi imate tu Ormoško jezero, ne? Imamo tudi Mariborsko jezero, ne? Maribor je bistveno več turizma kot pri vas, ne? Pogoji so enake, ne? Več ali manj, se pravi, ampak ali zrabiš ali pa ne, ne? Recimo, ali ti stranske produkte nekega projekta vnovčiš ali samo tisto osnovno, recimo, zdaj so debate okrog elektrarn na Muri, ne, recimo, ali ja, ali ne vem, to je stvar tistih, ki tam živijo, ampak recimo, če bomo rekli ne, ker hidroenergija je sigurno bolj zelena kot pa termoelektrarna, s kako pravico potem tisti človek zahteva prvič, da v Trbovlju pa imajo povečanega raka in drugih bolezni zaradi tega, ker morajo pač tiste pline iz termoelektrarne vdihovati zato, da mi tega, ali pa recimo jaz ne bi imel vetrnice, ki mi moti pogled, ne. Recimo, druga stvar pa je, ob tej elektrarni na Muri se še razvije neki turizem na tistem jezeru, ali se uvede še, ne vem, tam imamo v Apačah recimo 11-mlinski kanal, ki je včasih bil, recimo danes ga ni več, oživi turizem, nova delovna mesta, ne vem, recimo, to so zdaj te stvari, mogoče bo pa zelena Mura, recimo pri nas, ne, pa tisti magnet, ko bodo prišli turisti gledati, pa bo več vredno, kot če bi bila elektrarna, to je stvar presoja. Avstrijci so Muro izkoristili, Hrvati energetsko, Hrvati jo tudi gradijo elektrarne, mi smo se pa pač odločili za zeleno Muro, ne, se to je naša pravica, se smo mi tle gospodarji, samo moramo tudi posledico vzeti. Ne moramo pa reči tako, kot recimo Blejci, najprej dajte nam denar, ko smo Natura 2000, zdaj, ko smo denar pobrali, zdaj pa mi ne bi bili več Natura 2000. To ne gre. To pa je tako kot zakono, ne. Ko se enkrat daš besedo, pol ne moreš skakati po drugih cvetovih, ne, kot moški, ne. Recimo vse ne bi, ni prav, ne. Pol ne dajaj besede, ne, ali se sam odločiš, kaj želiš, ne. In tako je z vsemi stvarmi v življenju. Tudi z obnovljivimi viri. Hvala lepa še enkrat, dr. Peter Kralj. Srečno in veliko uspeha pri vašem delu. Hvala tudi vam, hvala za povabilo. Tudi naslednjič bom se z veseljem odzval, če bo le možnost. Z vaše ali moje strani, seveda, ampak mislim, da bo že najdla kaj. Srečno. Srečno tudi vam. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, bodite z nami tudi čez teden dni. Srečno.